Pozdravljeni. Po veliki nagradi Velike Britanije se je mnogo navdušencev upravičeno začelo spraševati, ali so pri tovarniški ekipi Mercedes odpravili vse težave, ki so jih imeli v tem prvem delu sezone 2022. Poglejmo si skupaj. Pred kratkim sem tu na kanalu objavil poseben prispevek, ki je govoril o potencialni možnosti, da bodo pri Mercedesu pravili svoj bolid dvojni V13. Sedaj, po veliki nagradi Velike Britanije, imamo lepo priložnost, da vidimo, ali jim je to uspelo ali ne. Gre morda samo za slučaj in predvsem, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Marsikateri navdušenec je mnenja, da takrat na progi v Silverstonu so pri Mercedesu bili v položaju, ko bi lahko celo dosegli zmago. Videli bomo v nadaljevanju, da morda je to tudi res, ampak verjetnost, da bi se kaj takega zgodilo, izjemno majhna. Vsemu pri Mercedesu na veliki nagradi Velike Britanije so bili konkurenčni. Ampak po mojem mnenju ne tako, bi si lahko mislili na prvi pogled. Kljub vsemu kar nekaj svetlih točk. Namreč Lewis Hamilton je v zadnjem 52. krogu dosegel najhitrejši krog same dirke. In če se spomnimo tistega prvega štarta, je bil zopet Hamilton fenomenalen. Rasla žal tokrat ne moremo upoštevati. A po drugi strani, kljub odličnemu rezultatu, smo videli nekaj, kar vse teorije o tem, da je Mercedes popravil napake, postavi rahlo na laž. Spomnimo se, Perez je imel težave. A v zaključku dirke je prišel do presenetljivega drugega mesta, ker je prehitel prav Lewisa Hamiltona. In drugič. Če se spomnimo malce tabele, ki smo jo ogledali tudi pri predhodnem prispevku. Zaostanek Lewisa Hamiltona pred zadnjim obdobjem varnostnega avtomobila je praktično identičen tistemu, ki smo ga videli na koncu same dirke. Čeprav se je ta razlika zmanjšala vmes in je Lewisa Hamiltona prehitel že prej omenjeni Perez. Verjetno je marsikdo opazil, da Mercedes dvojni V13 z tisto pneumatiko z rdečim napisom ni bil tako konkurenčen. In morda bo kdo izmed vas sedaj dejal, ja, Mercedes na mehkih pneumatikah oziroma mehkejših ni konkurenčen. Ampak izjava kot taka morda na prvi pogled izgleda onaprava, ampak rad bi vas spomnil. Tu so bile na voljo mešanice C1, C2 in C3. Vkolikor Mercedes ima težave z mešanico C3, kaj se bo dogajalo na prihajajoči veliki nagradi Avstrije? Tu je izbor rahlo drugačen. C3, C4 in C5. Poenostavljeno povedano. Najmehkejša pneumatika iz velike nagrade Velike Britanije je najtrša na veliki nagradi Avstrije. Ampak to, da pri Mercedesu so bile določene težave z mehkejšimi pneumatikami, lahko razložimo. Namreč, podoben pojav smo lahko videli tudi na kvalifikacijah. Sicer tu gremo malce v tisto smer špekulacij in ugibanj, ampak s pneumatikami, naprimer za vlažno progo, ki so mehkejše, bistveno mehkejše od C3, Mercedes zopet ni bil konkurenčen. In to lahko razložimo. Namreč slišali ste lahko, da Mercedes je imel težave ne samo s skakljanjem, ampak tudi z odbivanjem. Odbivanje je sicer pojav, ko praktično dno samega bolida trči ob razne grbine, nepravilnosti na asfaltni površini.
tu na progi v Silverstonu je tega bilo izjemno malo in zato so pri Mercedesu nastavitve samega bolida spremenili tako, da je bila višina nad asfaltno površino izjemno nizka, ampak po drugi strani je bilo treba tudi nastaviti izjemno trdo tisto vzmetenje, ki nadzira prednji in zadnji par koles. Tako se v bistvu prepreči, da bi ulice odbijal od asfaltne površine, ampak po drugi strani z izjemno trdimi nastavitvami na prednji in zadnji osi doseže to, da energija bolida se neposredno prenaša na pnevmatike. Torej vsa tista sila, ki jo generira aerodinamika, gre direktno na same pnevmatike, kar pa zvišuje temperaturo. In tudi zaradi tega razumemo lahko, zakaj na tisti najmehkejši mešanici, slučajno vidimo tudi tu na sami maketi, je Lewis Hamilton imel težave. Drugače si tako lahko izjemno težko razložimo, kako je imel 6 sekund zaostanka za Charlesom Leclercem pred obdobjem varnosti avtomobila in za Carlosom Sainzem mlajšim znova 6 sekund, praktično potem, ko ga je prehitel celo Sergio Perez. In videli smo tudi nekaj. Najhitrejši krog dirke je dosegel v zadnjem 52. krogu. In sedaj zopet ugibanje. Morda tudi zato, ker 53. kroga ni bilo na samem načrtu dirke. V tistem zadnjem krogu je praktično Lewis Hamilton iztisnil vse, kar je bilo možno iz pnevmatik, dobro zavedajoč se, da tudi če jih je pregrel, praktično takrat je bilo dirke že konec. A vrnimo se še k zanimivosti zadnjega kroga. Namreč Lewis Hamilton je bil izjemno konkurenčen tudi v posameznih sektorjih in to je seveda razumljivo. Ampak po drugi strani, ukolikor našo pozornost usmerimo na končne hitrosti, vidimo, da Lewis Hamilton razen ob zaključku drugega sektorja ni tam pri vrhu. To nam zopet kaže, kako je Mercedes W13 izkoriščal seveda aerodinamični oprijem. Bil je najhitrejši glede na čas, čeprav ni dosegal izjemno visokih hitrosti. In tudi to nam pomaga razumeti, zakaj Lewis Hamilton je imel take težave pri prehitevanju Charlesa Leclerca, kljub očitni prednosti, ki so mu jo dajale tiste najmehkejše pnevmatike v Silverstonu. In sedaj lahko pridemo do določenih zaključkov. Pri Mercedesu W13 smo videli, da se je forma bistveno izboljšala, ampak lahko bi tudi rekli, da v samem ritmu Mercedes še ni na tistem nivoju, ki smo ga videli pri Ferrariju in predvsem Red Bullu. Še posebej, ko je v izboru mehkejša pnevmatika, ampak sedaj ne bomo govorili o C3. Zato bomo počakali veliko nagrado Avstrije. Po drugi strani ne moremo iti mimo dejstva, da tu je Lewis Hamilton praktično pridodal mnogo svojega. Videlo se je, da je tudi voznik praktično odgovoren za tak porast konkurenčnosti. Žal nimamo primerjave z Georgeom Russelom, ki je odstopil še preden je praktično odvozil prvi krog. Ampak vseeno ne smemo biti preveč optimistični na prihajajoči veliki nagradi Avstrije, bomo lahko videli podobno zgodbo. Sicer konkurenčnega Mercedesa, ampak še zdaleč ne v taki formi, da bi se lahko boril za zmago. Seveda, če ne bo prišlo do kakšnih zunanjih vplivov, kakšnega spleta okoliščin, ki bi lahko Hamiltonu ali Russellu omogočili boj za prvo mesto. A o tem, kaj nas čaka na naslednji veliki nagradi, se bomo bolj podrobno pogovarjali v tistem prispevku, ki bo posvečen tej dirki. Danes za to krajšo analizo bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.